Živijo, mladi, študentje, dijaki. Ravnokar sem pristal iz Bruslja, kjer sem zaključil svoj delovni teden. Običajno se ustavim v svoji pisarni, tu v Ljubljani, pregledam maile, pošto in potem sledijo še kakšne obveznosti. Tudi danes je ena takšnih, kajti srečam se starostniki iz cele Evrope, ki so te dni tu v Ljubljani. Spregovorili bomo o njihovih problemih, njihovih izzivih, vključevanju njih v aktivno življenje in naši odgovornosti, da jim zagotovimo lepo, mirno starost. Kajti o starostnikih bomo veliko govorili v prihodnje, kajti ve se, da smo starajoča se generacija. Pri svojem delu, kjer poskušam nekako uskladiti svoje profesionalno delo in tudi svoje hobije, najbolj uživam, ko stopim v svoj sadovnjak. V tem sadovnjaku naša družina prideluje kvalitetna slovenska jabolka, ki jih jemo doma, pa tudi izvozimo jih na zahtevne trge in na ta način dokazujemo, da se da tudi v slovenskem kmetijstvu preživeti. V Evropskem parlamentu delujem v dveh odborih, ključni odbor za kmetijstvo in podeželje ter odbor za regionalni razvoj. In ravno v okviru odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja zelo veliko govorimo o zdravi, varni hrani. Veseli me, da tudi vas, mlade, zanima, odkot prihaja hrana, ki jo zauživate. Da želite uporabljati zdravo hrano, se pravi vedno več sadja, zelenjave, kar smo v preteklosti zanemarili. In prav vesel sem, da se tudi aktivno vključujete v številne politične aktivnosti, ki so povezane z raznimi trgovinskimi sporazumi in podobnimi stvarmi. Vam želim v vašem nadaljnjem študiju, šolanju veliko uspehov, dobre vključitve v slovensko družbo, zavedate se, da živimo v lepi, zdravi državi in sam, ko imam priložnost tudi veliko hoditi po svetu, sem zelo ponosen, da sem Slovenec. Želim vam, da tudi vi pri svojih bodočih izzivih najdete priložnost v Sloveniji, da vam mi starejši omogočimo to prihodnost, da ne bomo samo govorili, da mladih svet stoji, ampak da vam to priložnost tudi ponudimo. In ne pozabite, študij, šolanje je najprej, potem pride pa tudi resno življenje in številni hobiji. Pa da ne pozabim, eno jabolko na dan od želje zdravnika stran. Uživajte jih.